Evo, čas za improvizacijo, da vidim, če mi sploh gre. Imam samo 1 uro časa, avto, ki je še delno polepljen, ker gre v bistvu za predserijsko vozilo. V bistvu je to prva vožnja predpremiera pred pravo premiero. A ja, pa še embargo je, ampak itak samo v Belgiji, tam nazadnje je Waterloo, tako da me noben ne razume. No, pa zdaj, ko vi to gledate, tudi ni več embarga, tako da brez panike. Enač, zamenjam kamero in akcija. Če še niste opazili, velika večina avtomobilskih segmentov počasi izginja ali pa kupcem sploh niso več zanimivi. Klasičnih enoprostornikov ni več, klenih terencev je tudi že zelo malo, celo karavanov in limuzin se proda manj kot včasih. No in česa je več? Ja, križancov, majhnih, srednjih, velikih in zdaj ima enega novega tudi Toyota. V bistvu tako majhnega, kot ga v svoji ponudbi še ni imela. Recimo, da sem pozabil na model Urban Cruiser. No, reče se mu pa Yaris Cross. Yaris je lahko klasični 5-vratni ali pa 3-vratni nabriti GR, no zdaj pa lahko tudi rahlo terenski. Tale je od navadnega daljši za 24 cm, poln je teh nekih dodatkov in sploh spredaj izgleda povsem drugače kot navaden Yaris, zato mu jaz sploh ne bi dal takšnega imena. Nekaj drugega, sploh nič Yaris. No, je pa tudi širši in bolj prostoren, pa višji, tudi zato, ker je 2,5 cm bolj oddaljen od tal. Znotraj je pa več ali manj Yaris. Veliko elementov je seveda enakih, nekaj več je odlagalnih mest in večji je tale zaslon, ki ima 9 palcev, predvsem ima pa zdaj nov vmesnik, ki se mi zdi precej bolj fajn. Mogoče pogrešam, da ni zaslon brez tega robu, ampak potem bi pa jamral, da ni fizičnih stikal. Nikoli mi ni prav, ne? No, pa materiali so fajn, barvne kombinacije, ravno tako, ker je večji, je pa znotraj tudi prostora več. Nekaj že zaradi širine, to pomeni tudi za potnike, no precej večji je pa prtljažnik. Če boste izbrali dvokolesno gnani Yaris Cross, bo prtljažnik ponujal skoraj 400 litrov prostornine, sicer pa nekaj čez 300, v vsakem primeru več kot navadni Yaris. V bistvu tale že toliko večji po dimenzijah, da sploh ni več malček. 4,2 metra je dolg, v bistvu samo švoh 20 cm manj ima kot pa model CHR. No, pa če sem že na prvi vožnji, se moramo iti pa še malo zapeljati, ne? Tisto, kar velikokrat pogrešam pri večjih ali pa manjših križancih, je 4-kolesni pogon. Veliko kupcev ga sicer ne potrebuje, to drži, ga pa veliko proizvajalcev vseeno sploh ne ponuja pri takšnih avtih. No, Toyota ga in Yaris Cross je lahko 4-kolesno gnan. AVDI se reče pogonu in po potrebi lahko svojo moč preseli še na zadnji par koles. V bistvu zadnji 2 kolesi poganja elektromotor. Celo 2 vozna programa imam, Trail in Snow. Super zadeva za kakšno raziskovanje po makadamu, ko boste recimo iskali novo plažo. Pa še s trebuhom ne boste takoj podrsali po tleh, ker je 2 cm pa pol višji od tal kot navaden Yaris. Na cesti pa, v bistvu je tudi zelo prijeten. Ni bistveno manj dinamičen ali pa lahkoten od navadnega, sem ga tokrat omenil res že vsaj 100-krat. No, tudi tale je lahkoten, pregleden, občutek na volanu je fajn, ampak vse to je dejansko drugotnega pomena, ker si ga boste želeli, predvsem zato, ker je oblikovno ful zanimiv. Pa še tudi damam, če vas slučajno zanima. No, pa se v bistvu se imam tudi jaz prav fajn, nič mi ne manjka. In jasno, Yaris Cross je lahko s klasičnim benzinskim motorjem ali pa s hibridnim sklopom, kot naprimer tale. V bistvu boste lahko izbrali hibrida z 2-kolesnim ali pa 4-kolesnim pogonom. No, takšen ima 85 kW moči, to je 116 konjičkov in je povsem dovolj. Za prve kupce že zbirajo online naročila in tisti boste deležni tudi prav posebne cene. To so rekli, da lahko še povem. Sicer pa od dobrih 16 000 evrov naprej, pa tam nekje do 30, če boste zelo zbirčni in zahtevni pri motorju, opremi, kakšni barvi in tako naprej. Več vam pa ne smem povedati, ker bo treba še kakšen zanimiv podatek dati potem, ko bomo na pravi premieri.